Dober dan, lep pozdrav sem na novinarski konferenci pred tekmo Luksemburg-Slovenija, ki bo jutri. Z mano sta Jaka Biol in pa selektor Matjaž Kek. Bom najprej dal besedo kar Jaki in potem tudi z vprašanji za njega, da potem se lahko gre pripraviti na trening. Jaka, pričakovanja pred jutrišnjo tekmo? Lep pozdrav vsem. Pričakovanja je ena težka tekma, kateri bo treba res biti 100%, če želimo pozitiven rezultat, ampak prvo kot prvo pa želimo eno dobro predstavo, da bomo izgledali dobro na igrišču in da bomo gradili na svoji igri. Hvala, gremo kar na vaše vprašanja za njega. Jaka, zdravo. Mogoče tudi tvoja vloga kot podkapetan reprezentance zdaj, ko je kar nekaj novih obrazov, pa tistih, ki niso tako pogosto tu, in kaj pomagaš pri tem, da se mogoče malo bolj povežejo z ekipo? Ja, normalno, da je zelo pomembno tudi naša vloga zdaj, tistih, ki smo že malo dlje v reprezentanci, ki poznamo neke stvari, ki poznamo, kaj želimo, da se te novi, malo mlajši čim prej uvedejo, da vidijo, kaj so neki principi, kaj so neke želje tudi selektorja in da se čim prej uvedejo vse skupaj. Pa mislim, da je bil kar dober teden za nami, kar se tega tiče in da bojo lahko tudi pomagali reprezentanci v prihodnjih tekmah. Mogoče še en tvoj pogled na Luksemburg. Mi jih recimo javnost poznamo predvsem po rezultatih v zadnjem obdobju, ki so bistveno boljši, kot so bili nekoč, res še ni tako daleč, ko so bili v rangu Liechtensteinov, San Marinom, zdaj pa premagujejo tudi resne reprezentance. Kakšen nasprotnik počaka? Ja, tudi definitivno en zelo kvaliteten nasprotnik tudi, ko smo malo gledali analizo, ko gledaš posameznike, ki igrajo, po katerih klubih, to je ena resna reprezentanca, s katero bo res ena dobra tekma, no, in bomo mogli biti res sfokusirani na 100% in biti pravi dueli, biti pravi na igrišču in če tega ne bo, bomo v težavah. Naslednje vprašanje. Hvala. Če je še malo Luka. Živijo. Čisto, koliko pomembno so te tekme, glede na to, da prehajajo kvalifikacije vse strnjene v 2 mesecih pa pol in sta to zadnji pripravljalni tekmi, zadnji tekmi pred kvalifikacijami? Pa tekme vedno so pomembne, ker vse vemo, da se na rezultati se gradi neka atmosfera, neka pozitivna energija in če tega ni, če pride neka razočarana, s tem tudi pride malo neke nervoze ali pa neke tenzije in nepotrebne in zato je zelo pomembno tudi konec koncev tudi rezultat tudi na prijateljskih tekmah in prva nas čaka zdaj v Luksemburgu, druga doma proti Bosni in obe bo ta zelo pomembni, kar se tiče prihodnjih tekem in tudi zaradi tega si ne smemo dovoliti, da bi slabo izgledali. Pa še to, kako ste čutili vnemo motivacijo med soigralci, glede na to, da ste precej v različnih obdobjih ob koncu sezone, nekateri že pred nekaj tedni končali sezono, nekateri, Jan Oblak ima še pomembno tekmovanje v tem poletju. Kako ste to čutili? Pa se mi zdi, da to ni nekaj novega, ker vseeno vsak zbor, pravzaprav tudi lansko na Evropsko prvenstvo je neka podobna zgodba in je vedno nekaj takega, neke težave, ki nastanejo pri koncu sezone in mislim, da to ne nekaj veliko vpliva na igralce. Pridemo sem, da odigramo 2 dobri tekmi, da gradimo na vsem skupaj in imamo vsi skupaj samo en cilj, to so kvalifikacije in ne razmišljamo toliko o teh nekih obrobnih stvarih. Pa še to vprašanje, ne vem, če sem vas kdaj že vprašal, ampak tisto pesem, ki so peli vas lani, ful redko se zgodi, da slovenski navijači naredijo pesem za enega igralca in da se potem prime. Verjetno poznate pesem in kaj pravite o njej? Ne, malo sem razočaran, ker je nam Haaland dal zdaj pol 2 gola na temo, ali koliko jih je dal vse, ne.
Ja, ne, zelo lepo, no. Lepe občutki vedno, ko slišim to na tekmah. Ti da neko dodatno energijo, ampak tudi nek dodaten pritisk, da zdaj pa res ne smeš neki za je. Ja, ne, zelo lepo, no, res. Dobro, hvala. Hvala. Hvala lepa. Če nič vprašanj, potem Jaka, hvala. Tako, nadaljujemo s selektorjem. Selektor, cilji, pričakovanja pred naslednjo tekmo, torej jutri. Dober dan tudi v mojem imenu. 2 tekmi, pripravljalniki dajeta možnost razširiti kader, najti kakšno novo rešitev pred jesenskimi kvalifikacijami. Običajne junijske težave, ki jih nimamo samo mi, nasprotnika pa, ki po eni strani res kličeta po dobri pripravi, po kvalitetni predstavi in pa predvsem po iskanju nekih, kot sem že prej omenil, rešitev, ki ti lahko pridejo prav, ko tudi v tekmovalnem ciklusu pride poškodba, karton ali pa slabša forma. Težav je kar nekaj, ampak takšen je pač čas, kar pomeni priložnost za nekoga drugega. Hkrati velike čestitke ženski reprezentanci, ki se je uvrstila v A skupine Lige narodov, in pa vso srečo in pa dober rezultat mladi reprezentanci na prihajajočem evropskem prvenstvu. Izvolite. Hvala, gremo na vaše vprašanje. Eno vprašanje glede Luksemburga, glede zadnjih tekmecev. Glede na to, da je Luksemburg igral tako Švedsko kot Švico, pa zdaj bo Slovenija igrala torej z Luksemburgom, kako lahko to pomaga, glede na to, da sta Švedska in Švica potem tekmeca v kvalifikacijah, glavni cilj, najpomembnejši cilj letošnje sezone. Kako lahko to pomaga vam pri pripravah za tekme potem? Eden od kriterijev pri izbiri nasprotnika je bilo to vse skupaj, predvsem pa tudi mogoče ne tako spektakularno ime, pa hitro lahko vidiš karakter svoje ekipe ob koncu sezone, ob tekmi, ki za mnoge prihaja v nepravem času, ampak vse pravim, ti junijski termini so dostikrat povezani s tem. Jasno pa je, da je Luksemburg, pa ne rad govorim dosti o nasprotnih, že s tekmo in predvsem proti Švedski in pa že predtem pokazal neko konstanto, imajo selektorja, ki ve, za kaj gre, igralci prihajajo iz dobrih klubov, če damo na vago naše klube, njihove klube, tako da jaz mislim, da je čist pravšnji izziv v tem momentu. Še to bi vprašal, Dejan Grabič je v podcastu, zadnji epizodi prejšnji, rekel, da glede na to, da sta samo 2 tekmi pripravljalni, prijateljski v tej sezoni, da ne gre pričakovati ogromnih sprememb v slovenski reprezentanci, ker za to preprosto ni časa, ste sami tudi namignili na to. Rekel pa je, da je morda enkrat v prihodnosti tudi ideja, da bi lahko Slovenija igrala s 3 zadaj, že dolgo časa ni. A ste kdaj razmišljali, da bi tako korenito spremenili taktično zamisel reprezentance, glede na to, da 4-4-2 je bil super uspešen prej, igrali tudi z enim napadalcem, še večje premike, o tem tudi razmišljali ali bolj bliže prejšnjim? Kaj zdaj naj komentiram, Grabiča ali kaj naj zdaj komentiram? Če ste razmišljali tudi o postavitvi s 3 zadaj, oziroma ste to kaj uigravali ali pa to? Zdaj, taktične različice, ne vem, če sem jih kdorkoli razlagal. Nekaj se je spremenilo od prejšnjega junija že v 2 prijateljskih tekmah proti Slovaški. Vsa razmišljanja mojih kolegov pa grejo v smer, da bojo verjetno v svojih karierah imeli dovolj možnosti in pa časa za tudi svoje ideje. Jaz vedno pravim, da je včasih zelo enostavno s kavča komentirati ali pa pred mikrofonom. Eno je pa, ko si v živem primeru, eno je, ko si vsak dan z fanti. Kader,
ki je na razpolago za obe tekmi, je bistveno drugačen, kot je bil. Treningov ni kaj dosti, zdaj pa eni so Copperfieldi, pa jim to rata v 2 treningih, da vse spremenijo. Eni pač poskušamo mogoče nekje na nek sistematičen način priti do nekih rešitev, ki so dobre za ekipo, ki jo imaš na razpolago, ne pa dobre po nekih teoretičnih zakonitostih nogometa. Naslednje vprašanje. Lepo zdrav, gospod selektor. Omenjali ste že malo tele težave, vemo, Čerin, tudi Stojanovič ni bil optimalen, Oblak, Šeško, mogoče malo bolj v pogledu to, kdo je nared za jutri in kdo ni. Ja, vse to, kar ste zdaj našteli, je zelo, zelo vprašljivo in prej ne kot ja. Sicer imamo še danes trening, ampak gre tudi za to, da je seveda nekdo s poškodbami in nekdo s pogledom naprej. Vse te težave pa treba akumulirati v skupni imenovalec, to je slovenska reprezentanca, to je A tekma in to je tekma, ki je predzadnja pred začetkom kvalifikacij. Po drugi strani pa nekje kliče za to, da poskušamo najti še kakšno rešitev, da poskušamo razširiti kader. Jasno je, da je v tem tudi težava, meni to težava ni, mogoče nekomu drugemu, da istočasno U21 se pripravlja za evropsko prvenstvo, ker je bilo jasno postavljeno že dovolj časa prej, kaj je v prioriteti. Ampak kar nekaj igralcev, ki so tudi skozi našo ligo naredili dober vtis v sezoni, ki se izteka, v evropskih tekmah, v tekmah v našem državnem prvenstvu, nekaj imen, ki so že nekaj časa z nami, pa nekje njihova minutaža ni do zdaj bila velika, tako da ja, kar nekaj debitantov, nekaj novih imen in potem je to treba na nek način čim prej spraviti v nek mozaik, ki upam, da bo dober, prepričan sem, da bodo dali vse od sebe, zdaj ta neka uigranost, včasih je mogoče celo boljše, da kar z neko improvizacijo, prilagoditvijo najdeš kakšno rešitev več. Ko smo že pri teh novincih ali pa recimo igralcih, ki so že nekaj časa zraven, pa mogoče z manj priložnostmi, koliko ste pri njih mogoče zdaj začutili to, kar verjetno iščete, ta nek dodaten zagon že na treningih, recimo začutili, da se zavedajo, kakšna priložnost je pred njimi, da si izborijo mesto v jesenskem ciklusu? Pa jaz ne gledam zdaj to od treninga do treninga, jaz hočem to gledati v nekem kompleksu in se pravim, v reprezentanco se ne pride zaradi ene dobre poteze, v reprezentance se ne izpada zaradi ene napake, to je pač neko moje vodilo, kjer sem se naučil skozi 100 in več tekem, kolikor vodim reprezentanco. Imena, ki so zdaj tukaj, so si v nekem časovnem obdobju zaslužila, jaz bi rad še mogoče koga drugega videl, ampak te poškodbe in to odpadanje igralcev kar eno za drugim je pač narava takšna in lahko se ti to zgodi septembra, oktobra, ne, in dobro, da imaš vsaj nekaj, jasno pa je, da ne moreš pričakovati, da to zgleda na treningu, glede na to, da so se nekateri prvič videli sploh skupaj na igrišču, ampak zavzetost, neka želja, nek motiv, tudi malo inata, to je kar krasi te karakterje, ki so zdaj tukaj in jaz sem prepričan, da bo takšen tudi na igrišču in to je eno od predpogojev, ker še vedno zagovarjam, da Slovenija ne more drugače funkcionirati oziroma da je temelj dobre predstave izhaja iz tega. Potem pa vsa ta kvaliteta, znanje in pa momenti, v katerem se nahaja določen igralec, kar se forme tiče. Mogoče, če dovolite še to vprašanje, ki ni vezano. Ne dovolim. Prav. Če ni vezano na reprezentanco. Vezano je na vas. Izvolite. Ni vezano na A reprezentanco v smislu tega, ker vemo, da se je na začetku ciklusa dogajalo sicer v mladi reprezentanci, da en fant ni prišel na zbor, ampak potem smo slišali v naši oddaji pod prečko nekdanjega direktorja reprezentanc,
na nek način, da bi moral biti tudi selektor A reprezentance bolj fleksibilen pri tem, da takšne igralce vključuješ tudi kar v A selekcijo, da jih potem Slovenija na ta način lažje zadrži, pa me res zanima nek vaš komentar. Kaj vi mislite o tem? Mislim, da si mora igralec zaslužiti, da pride v A reprezentanco po drugi poti, ampak mislim pa tudi, da je naš bazen tako majhen, da bomo mogoče tudi tega igralca kar pogrešali. Tako da mislim, da je tu bolj pomembno vse, kaj mislite vi kot jaz, ker sam nimam čist, da bi rekel, enosmernega mnenja, vi pa ste selektor. Zdaj bi lahko na dolgo pa široko zadevo odprl. Je seveda tema, o kateri je treba se pogovarjati. Ne? Je treba gledati na vse to probleme zelo široko. Matjaž Kek govori že od kar nekaj časa, da si ne znam predstavljati, da bi si Slovenija dovolila katerega koli igralca, da ga izgubi. Seveda, če si ta igralec želi igrati za slovensko reprezentanco. Obljub, ali bo še brat poklican, ali bo igral takšno mintažo ali ne, ne znam, jaz tega si ne znam predstavljati v primerjavi, da imaš pa zraven še 20, 23, 25 igralcev, potem ne moraš 25. Kar se pa tiče fleksibilnosti, pa zdelo se mi je, da sem bil pred 10 meseci še kar fleksibilen, da takrat moja fleksibilnost ni bila pod vprašanjem, če je bilo to namenjeno meni. Ne. In to je seveda nek ustaljen način spremljanja vsega tega na nogometni zvezi, ki ga je nekdo postavil, ki je za njim stal. Nisem pa prepričan, da se v 10 mesecih tako hitro to vse zrušilo. Tako da jaz predvsem izhajam iz tega, da vsi ti mladi fantje, ki nekje so v našem fokusu predvsem direktorja, reprezentanc, tudi A reprezentanca, kar tega nekaj spremlja, pokažejo neko željo. Pokažejo neko željo, da igrajo za slovensko reprezentanco in v nekem momentu se je zgodilo, da smo ostali brez izredno kvalitetnega in pomembnega igralca v polju, ker pač tudi poškodba mu ni več dovoljevala, da igra, pa se je Slovenija kljub temu uvrstila na veliko tekmovanje. In zaradi tega spoštljivost, pa čast in pa privilegij igrati za slovensko reprezentanco ne gresta pri meni preko ničesar drugega. In jasno je, da je bombastičnost izjave kar odjeknila, ampak to je stvar nekega osebnega prepričanja, nekega osebnega pogleda. Strinjam se, da je treba mladim dati, tudi Beni Šeško ni bil 35 let star, ko je igral za A reprezentanco. In verjetno bo kakšni drugi ljudje to počenjali na drug način. Za nami stoji dobre kvalifikacije, za nami stoji B skupina Lige narodov, za nami stoji Evropsko prvenstvo, novo Evropsko prvenstvo, kaj se tiče U21, da delamo napake, jih delamo. Ne delamo jih pa zato, ker poskušamo nekaj narediti. In v našem delu je treba biti dovolj objektiven, pa samo kritičen. Najlažje je pa trest okrog pamet. In to še enkrat, pogledal sem si tudi tega fanta, ki mu želim vse dobro v karieri, njegova odločitev pa je, ali bo igral za Avstrijo, Turčijo, Slovenijo ali pa kogarkoli. Mene zanimajo samo tisti, ki imajo veliko željo igranja za slovensko reprezentanco, takšno željo, kot jo kaže v vsakem momentu Jan Oblak, Jaka Bijol, Adam Gnezda Čerin, Timi Elšnik, Jan Mlakar, Beni Šeško, pa lahko bi vam naštel jih še vse. Vsi ti so tukaj, vsi ti bodo naredili vse, da bodo mogoče lahko igrali že jutri ali pa v prihodnosti, ko bodo zdravi, in to igrali bojo zato, ker najprej sami želijo. Vse ostalo je v nekem momentu leporečje ali pa ugajanje, ob tem, da se moramo pa zavedati, da privilegij pa čast igrati za grb pa za himno, tu pa se jaz zelo hitro neham pogovarjati.
Zato sem rekel Matjažu, da ne bom razpravljal o vsem tem, ampak če me je že nekdo omenil v vaši cenjeni oddaji, pravim, da dogovor pa sodelovanje z direktorji, reprezentant v zadnjem času je bil res, res dober. In s prejšnjim direktorjem in zdajšnjim. Ne nazadnje to kažejo tudi rezultati, pa če je to komu všeč ali ne. Slovenija je na zemljevidu, v A reprezentanci, Slovenija je v 21 na Evropskem prvenstvu, v 19, v 17 so igrali dobre kvalifikacije. Ta fant pa ni zdaj star 15 let, da se kar nekrat pojavil. Ta je bil tudi pred 10 meseci ali pa 11. Tako da Slovenijo še nikoli ni reševal doben posameznik, niti ne bo. Želja je pa tisto in pa ponos je pa tisti, ki je na prvem mestu. Želim pa res vsem, naj uspejo, ne vem, teh prehodov je zdaj ogromno. Pa še nekaj, ne bom se oziral, na kakšen način razmišljajo Avstrijci, na kakšen način razmišljajo Hrvati, na kakšen način razmišljajo Bosanci ali pa kdorkoli drug. Slovenija ima svojo pot in Slovenija bo, dokler sem jaz tukaj, imela svojo pot. Včasih boljše, včasih slabše, včasih z več napakami, včasih z manj napakami. Ampak tega, da se počutimo ponosni, ko igra himna, nam pa noben ne more vzeti in pa nam noben ne more metati naprej tega. Prosim. Hvala lepa. Je še kakšno vprašanje za selektorja? Potem pa hvala lepa vsem. Trening se začne ob 11 in je 15 minut.